SUV, CUV, FUV in še veliko drugih kratic prihaja v avtomobilski svet, ki so vse črke iste abecede, abecede potrošništva. No, in so tudi modeli, ki jih lahko med sabo loči edino le Chuck Norris. Mi bomo tekom današnje oddaje poskušali rešiti to uganko. In sicer z Audijem Q3 Sportback, S Kia Exceed in Fordo Pumo. Če stopimo samo korak nazaj in na vse skupaj pogledamo nekoliko bolj od daleč. In ne rečemo samo to, da so to množice nekih novih kratic in napovemo še množico novih, ki so vsi skupaj samo derivati že tako in tako derivatov in križancev in se vprašamo, kaj imamo pravzaprav na trgu, smo si postavili dobro vprašanje. No, Andrej, občutek imam, da si malo kisel, kar se tiče malih mestnih terencev oziroma križancev. Zelo kisel pa je bil na zadnjem avtomobilskem salonu tudi župan Frankfurta, ki ni prišel na svoj tako rekoč domači salon z besedami, da Frankfurt potrebuje več vlakov in avtobusov, ne pa toliko križancev in vseh ostalih stvari, ki pridejo zraven avtomobilskega salona. No, ampak ljudje pa jih imajo radi. Mogoče jih imajo radi, mogoče si jih želijo, ampak to ne popolnoma ne naključno. Avtomobilska industrija je vsekakor ena izmed tistih, ki je absolutno znana po tem, da ustvarja sama potrebo po tem in kako si potrebo lepše narisati pred oči, če ne z dizajnom. Ja, in seveda tudi z volivci oziroma s kupci. Ti govorijo, da so SUV zelo uspešni, 37% svetovnega trga predstavljajo mali mestni terenci, 28% celo pri nas, pa morate se zavedati, da je naš vozni park v povprečju star 10 let in več in kar 65 modelov, če, dragi gledalci in gledalke, kupujete avto, si lahko kupite v Sloveniji, ki nosijo oznako SUV. Ko sta najbolj neposredna tekmeca na trg postavila GLC Coupé in X4, se je predvsem v angleško govorečem svetu hitro videlo naslove, ki so zapisali takole. Ali sta si Mercedes in BMW pravkar odgovorila na vprašanje, ki ga nihče ni postavil. V prevodu to pomeni, ali sta Mercedes in BMW dala na trg avto, po katerem pravzaprav ni povpraševanja. Ker so športni terenci v kupejevski izvedbi pravzaprav nišni produkti, je Audi zgodbo začel na drugem koncu, na vrhu piramide, ko je predstavil Q8, velik športni terenec v športni kupejevski obliki. Zdaj na trg pošilja Q3 v Sportback izvedbi. Audi Q3 Sportback se odlično dopolnjuje z Audijem Q3. Kadar govorimo o nakupnih razlogih, kot so vsestranska vsakodnevna uporaba, pri Audiju Q3 prevlada razum in manj dela srce. Kadar pa govorimo o razlogih, kot so dinamična vožnja, športna eleganca, ki so poleg vsestranske vsakodnevne uporabe dani tudi pri Audiju Q3 Sportback, takrat pa bolj dela srce in manj razum. In če se ponudba Audija Q3 konča na najvišjem nivoju pri športni opremi S-Line, na tej točki se ponudba Audi Q3 Sportbacka šele začne. Audi ima na plačilni listi kar 600 dizajnerjev, oblikovalcev različnih profilov, seveda ne samo v Nemčiji, ampak po različnih studijih po svetu. Čeprav delujejo kot homogena ekipa, ki seveda skupaj oblikuje tako zunanjost kot notranjost vsak najmanjši del, ki ga na koncu vidimo na avtu. Pa so tokrat pri Q3 Sportbacku zgodbo zapeljali precej drugače, precej bolj tekmovalno. Izbrali so 40 oblikovalcev zunanjosti in jim dali nalogo, da vsak zriše svojo idejo Sportback Coupeja. Izbrali so izmed 46 tistih, ki so se kvalificirali v drugi krog, ko se je izdelala računalniška 3D grafika. Izmed teh 6 so izbrali 2, ki sta se kvalificirala v finale. In na koncu izbrali enega in naredili model v naravni velikosti. Tistega so pokazali Marku Richterju, šefu oblikovanja, ki ga v avtomobilnosti dobro poznamo, saj smo že večkrat govorili z njim. V Audiju velja, da ima sokolje natančno oko in opazi še najmanjšo spremembo detajla na karoseriji. No, ko je Mark rekel, to je ta pravi,
smo mi dobili pogovor z oblikovalko in če kdo dobro razume in pozna tekmovalnost, potem je prav naša sogovornica. Prihaja iz Koreje. V osnovno in srednjo šolo je hodila ob 6. zjutraj, domov pa se je vrnila šele ob 8. zvečer. Vmes pa je s svojimi sošolci in sošolkami tekmovala za kar najboljši uspeh. Njen uspeh je nova oblika Sportbacka. For me, the most striking aspect of the Q3 Sportback is the cabin. So this cabin is about 3 centimeters lower than the Q3, and we have very fast roofline, so like a coupe-like roofline, and there are a lot of speed of deep post here, and then the highlight is running very nicely here. And the bottom of the Diero line goes up to maximize the coupe, the cabin here. And this area is the maximum differentiation from Q3 and Q3 Sportback, as you can see here. So when you see the Q3, between this blister and the middle line, shoulder line is connecting, but this Q3 Sportback is separating. So this shoulder line is lower, so it's giving you reduce the visual weight of the car. And due to this lower line, the car even more longer and more slim and more squeezing. And also it looks making the car feel more bigger as well. And also we have a new shape of the rocker area, and the bottom of the line is also going up. So when you see the silhouette of this car, this top line is going down, which is showing the coupe-like roof line, and the bottom line is going up. So top and bottom is closing very neutrally to keep dynamic of silhouette. Poglejmo Forda Pumo, klasičnega majhnega športnega terenca, se pravi SUV. A je tudi CUV? Ki je tudi CUV, ker je crossover zadnji del, se pravi je tudi CUV. Malo kupejevski. Kupejevski zadnji del športnega terenca SUV. Andrej, a pa je tudi FUV? Ford Utility, Fun Utility. Zagotovo je tudi Fun, se pravi SUV, CUV, FUV, Puma je zagotovo. No? Andrej, prosim, če si v nadaljnje pri napovedih avtomobilov malo bolj specifičen, da vemo, kaj gledamo. Kar bi radi videli. In videli smo Forda Pumo v sodelovanju z našim nagrajencem, ki je s pomočjo te fotografije Mustanga odšel na svetovno premiero in Lovro Megušar je, mislim, da kar užival. Puma ni nadomestilo za ekosporta. Ekosport bo ostal v ponudbi kot mali terenček, kot robustnež. No, naloga Pume je razvajati s stilom in športnostjo. We wanted to do a very sexy looking vehicle, like a love at first sight. Like a SUV coupe. Like an SUV coupe, it's not, but it has a resemblance because the tailgate is very fast, you're right, and it has cues of more like in terms of muscularity. Izkoristimo torej glavnega oblikovalca, da nam razkrije trike, s katerimi bo Puma osvajala naša čustva. The headlamp, they sit vertically, and that's very, very unique. It has personality, it looks assertive, it looks slightly sympathetic but not too cute, and has a lot of presence. And so we have this very pronounced wheel arch, extremely large offset, make this fender extremely strong and solid, which is very important in the SUV segment. You have to have this powerful stance and character, and which is quite unusual on any car actually. It's to have this line going down, like anti-wedge. So that makes a very proud presence to the road, and then the line drop down, and then it bounce on the rear haunch and jump back forward. Very, very strong offset. It is very unusual in the category, and to make this happen with this sort of offset, we had to work very hard with our friend from engineers. Ford Puma je avto velikih presenečenj, ni samo avto športnih proporcev. Smo namreč v ogromnem prostoru, ampak ogromno prostora ponuja tudi avto v svoji notranjosti. Najprej je tu kabina, ki tudi na zadnji klopi zagotavlja udobje odraslima potnikoma. Nato so tu sedeži z zadrgo, ki jih lahko slečemo in očistimo kot pri Renaultu Capturju, a največje presenečenje opazimo, ko s ključem v žepu brcnemo pod zadnji odbijač. It looks small, maybe, but let me show you that even into small looking,
luggage room. There's a lot of stuff going in there. Fordovi inženirji so na to impresionirali z otroškim vozičkom, lončnicami za novi tašči in zimski vrt, letalskimi kovčki in seveda s torbami za golf. Da pa so pri razvoju upoštevali tudi manj prijetno rabo avta, dokazuje tudi nekaj centimetrska luknja v dnu prtljažnika. You can put water in here, wipe it out and use the drainage plug. Which is like this, and then you can pour off the water and just dry it out. No, o Pumi bomo seveda še govorili, o tehniki, hibridnem pogonu, digitalnih števcih, seveda, ko bomo tega malčka tudi zapeljali. Dolžan sem vam tudi razlagal, zakaj danes snemamo v takem prostoru polnem odmeva. Smo namreč v Düsseldorfu, v prostorih Cubic Studios. To gre za fotografske studije, kjer običajno snema L'Oreal svoje kozmetične izdelke. Ford Puma je namreč danes subjekt mladega fotografa Lovro Megušarja, študenta Fakultete za fotografijo VIST, ki je na našem majskem natečaju najbolje med vsemi študenti poslikal rumenega Forda Mustanga. Na Lovro ima danes spet podobno nalogo, statičen avto, ki pa je poln dinamike. Lovro, kako si se odločil, kako boš ujel dinamiko tega statičnega avtomobila? Hotel sem, da se vidi v bistvu tale linija, ki avto lepo riše. Za fotografiranje sem si izbral difuzno svetlobo, da so prehodi na avtomobilu mehki. To sem naredil tako, da sem luči usmeril v strop in v bele stene, ki so odbile svetlobo, in da pa sem dobil malo več karakterja na avto, sem uporabil še črni odbojnik in z njem narisal še te konkretnejše linije, ki jih avto ima. V nadaljevanju oddaje bo postalo jasno, zakaj imajo danes dizajnerji še posebej pomembno vlogo. Pri Kii namreč vedno radi svoje odločitve natančno preračunajo in pri Xceedu ni bilo nič drugače. Spomnili vas bomo na okoliščine, ki so bolj nevarne za pešce, v novičkah pa vam pokažemo tudi nov tip zračne vreče. Očitno vidva tej debati kratic ne bova prišla do dna, zato potrebujeva recimo številke ali pa na nek način strokovno pomoč. Strokovno pomoč. Ne potrebujeva pa strokovne pomoči, da bi ugotovila, da več kot je ponudbe, večja je tudi prodaja, in to je edini cilj, ki nas zanima. Zato so izumili ploščate breskve. No, to je še eden od križancev, ki povečuje prodajo. Terenci, SUV danes niso več to, kar so nekoč bili. Včasih smo jih kupovali zato, ker so možati, ker so močni in zato, ker nam dvigajo samozavest. No, danes nam to ni več pomembno, danes jih kupujemo zato, ker so dizajnerski, ker so všečni, ker so športni, in danes jih ne kličemo več SUV, ampak CUV. One of the fears we had when we were developing this product, the Xceed, is would it cannibalize Sportage? Because we were so concerned, we started to do some consumer research. And as we did the consumer research, actually we found out that there was no cannibalization, that actually customers were completely different. If you want an SUV, you want a bigger, bolder, more spacious vehicle. If you want a CUV, you don't need four-wheel drive, you don't need to have this rugged appearance. What you need is actually to differentiate yourself from the traditional sedans, the traditional hatchbacks, and that's what we're trying to do. If we look back in SUV growth, like maybe 10 years ago, the SUVs became more stylish. Before they were not stylish, they were just made for the purpose. So when they became more stylish, they became more of a status icon also for the first movers into buying SUVs. But SUVs, a few years ago, they were the big trend in the market. So when we talk about big trend, is more people look into that. But something that becomes mainstream, like the SUVs,
becomes mainstream and more people now start to look for something new. What is the new trend that would bring them something different in their vehicle? Now we have customers that want to see what is next. In kako zelo so se spremenile želje kupcev, nam pove močna izjava predsednika Kia Motor Europe. We have 4 body types in the Ceed family, but the Exceed will sell more than the other 3 body types together. Why I'm convinced to say that is because in a number of countries in Europe, we have been struggling to be successful in Ceed. Why? Because it's the C segment. It's a very competitive segment. It's a very traditional segment where if you are a new brand or a relatively young brand like Kia, it's very difficult to compete. Povedano drugače, veliko težje kot obrniti tradicionalne kupce je navdušiti tiste, ki tako ali tako iščejo nekaj novega. In čeprav Exceed noče zatajiti svoje relacije do Ceeda, pa imata oba kombilimuzinska Ceeda skupnega zgolj prednja vrata. Vse ostalo je vsaj malo drugačno. V motorni paleti ima recimo Exceed še en močnejši motor, ki pa se na prvi vožnji ni pokazal, da bi bil kaj bolj živahen kot simpatičen, šibkejši turbo s priporočljivim avtomatikom. Exceed ima v notranjosti širši in bolj pregleden zaslon, Exceed pa se tudi nekoliko drugače pelje. Predvsej bolj udobno kot že samo zaradi svoje zasnove bolj okorni Sportič in to bo verjetno močan prodajni faktor. In napočil je trenutek, da spoznate avtorja voznih lastnostih, ki je Exceed. An SUV is in general a heavier car, higher center of gravity, which has more or needs more roll support. So therefore an SUV is mainly, well, it depends which systems are used, of course, it's mainly a little bit stiffer. I would describe as a CUV character is a car which is in general more comfortable, so better bedding in and using more stroke feeling. So in general it's softer. Like a normal 5-door has a little bit shorter ride, a little bit more tighter body control. Also perhaps in your behavior a little bit slightly quicker. Well, it's cornering quick, has a high lateral acceleration, but still being soft enough and plush enough during normal driving. Suspension tuning is done subjectively, so it's really what I feel. So I make certain maneuvers and I just drive straight ahead also, and every time feeling what the car is doing. And then you recognize, oh, well, the car's perhaps pitching a little bit or is not rolling because you want always parallel. This car's perhaps a little bit like this, and then you think, okay, I need a little bit more compression, and that's the job, and I like it a lot. Med tokratnimi novicami velja poudariti streznitev na področju elektromobilnosti in na področju samovozečih vozil. Očitno kupci po vsem svetu ne padamo na pompozne besede o drugačnem mobilnostnem jutri. Morda je krivo nezaupanje v mlade nastopače ali pa je nemara kriv kar sam električni pogon, ki ne požene toliko adrenalina kot recimo stari dobri V12. Naj bo krivo karkoli od tega ali še kaj drugega, dejstvo je, da novodobnim avtomobilskim startupom ni lahko. Poročali smo že, da je tik pred zatonom Faraday Future, pa tudi, da je Byton ustvaril presežek na nemškem trgu avtomobilskih dizajnerjev. Zdaj pa še Bloomberg poroča, da je obetavni kitajski NIO začel množično odpuščati. Analitiki svarijo, da bo vložek v podjetje, ki je od leta 2014 dosegel že skupnih 6 milijard zagonskih dolarjev, morda zdržal le še nekaj tednov, torej premalo časa, da bi lahko kitajski električni avto sploh začel rušiti Teslin položaj na trgu. In kot ugotavljajo v Silicijevi dolini, tudi zloglasni robotaksiji ne bodo zaživeli v nekaj letih, kot so napovedovali, ampak bodo potrebovali še kar nekaj ekstra dolarjev za programerje ter seveda časa in testiranj, da bo stvar v praksi zanesljiva. In ne nazadnje, naj spomnimo, da je tudi na frankfurtskem salonu bilo o samovozečih avtomobilih vse tiho. In kot je bilo pričakovati, tudi same številke dokazujejo, da je bil letošnji frankfurtski avtosalon popoln fiasko. Dobrih 500 000 obiskovalcev pomeni, da ga je obiskovalo za skoraj polovico manj zainteresiranih. V avtoindustriji zato mnogi trdijo, da je bil to zadnji avtosalon v tem mestu. Po poročanju Bilda bi ga utegnili preseliti v Berlin in ga pretransformirati za tamkajšnjo New Age-evsko klimo bolj zanimiv mobilnostni šov, ki bi imel poleg avtov tudi skiroje in podobno.
In skiroji naj spomnimo tudi na vse bolj perečo situacijo tudi v Sloveniji na pogosto neodgovorno vožnjo zadnjega kilometra. Če pogledamo skozi leta, se je stanje varnosti pešcev zelo izboljšalo, kar je nedvomno rezultat skupnega dela in pa prave strategije na tem področju. Na varnost pešcev in na prometne nesreče vplivajo različni dejavniki, tako vozila kot infrastruktura in pa kot človekovo ravnanje in pa vedenje v prometu. Če pogledamo samo vozila, je bilo v zadnjih letih narejenega res veliko napredka, poznamo različne sisteme za zaznavo pešcev, mrtvi kot pri tovornih vozilih in nenazadnje celotna avtomobilska industrija se trudi predvsem v drugačno oblikovanje sprednjega dela vozila. A medtem ko izboljšave avtomobilov in infrastrukture zahtevajo sodelovanje množice, pa lahko za lastno varnost še posebej veliko naredimo prav pešci sami. Posebej opozarjamo, da je potrebno upoštevanje pravil v cestnem prometu in pa seveda tudi, da je potrebna strpnost med vsemi temi udeležencev. Namreč je treba vedeti, da na površinah za pešce imamo različne oblike pešcev, to so otroci, so starejši, imamo tudi različno gibalno ovirane osebe. Zato take osebe terjajo tudi posebno pozornost. Varnost pešcev seveda postaja še posebej aktualna prav v mesecih, ki prihajajo. Takrat je slabša vidljivost, dnevi so krajši in pa ceste so dosti bolj spolzke. Zato je res pomembna, kar v vseh nacionalnih akcijah Agencija za varnost prometa poudarja na vidljivost pešcev. V Sloveniji smo razdelili že preko 2 milijona kresničk, kar pomeni, da bi do danes lahko imel že vsak Slovenec pri sebi eno kresničko. Modern čas pa je varnost pešcev še dodatno postavil na kocko. Pri pešcih, ki uporabljajo mobilni telefon, predstavlja največjo nevarnost, kadar pišejo SMS sporočila ali če objavljajo na socialnih omrežjih. To je izredno nevarno, kadar hodijo ob cestišču ali prečkajo cestišče. Problem pri električnih skirojih je pa zagotovo njihova hitrost in pa njihova tihost. Naj to nikakor ne bo potuha za pogosto majčkeno vzvišeno vedenje pešcev, pa se vendarle velja še enkrat spomniti na znano dejstvo. Hoja je najbolj naravna oblika gibanja, je brez emisij in prinaša številne pozitivne učinke na zdravje. 25 minut hoje na dan prinese 7 let kakovostnega življenja posamezniku. In na slovenske ceste so zapeljale Mazde CX-30. Še en tipičen CUV avto, ki je novi trojki omogočil, da je postala tako športno kupejevska. Model sicer nadaljuje Mazdino usmeritev v zadovoljevanje želja zahtevnejših kupcev, tako glede tehnike, kot tudi pri ureditvi kabine z dražjimi prijemi. Pripeljal se je tudi prenovljeni Hyundai Ioniq v električni, priključno hibridni in klasično hibridni verziji. Hyundai pa je predstavil tudi varnostno zračno blazino, ki se sproži med prednjima potnikoma, se pravi na sredini kabine. Tako potnika spredaj ne moreta treščiti skupaj. Odmeval pa je tudi preizkusni trk Rimaca, se pravi, zgodilo se je nekaj, kar kupci tako ali tako od inženirjev pričakujemo, a očitno se da tudi iz vsega tega narediti pomp. No, takšne in drugačne novičke vam redno ponujamo na MMC-ju, pa tudi na našem Twitter kanalu, ki smo ga odprli posebej za kratke novičke, da boste na tekočem, tudi če vam primanjkuje časa. V tokratni anketi na MMC-ju za Vihak avtomobilnost pa gremo korak nazaj in vas sprašujemo, ali bi izbrali limuzino, karavana, enoprostorca, ki počasi že izumira, ali SUV. Ne glede na to, kaj je SUV, kakorkoli smo se danes čez te kratice sprehajali skozi celotno oddajo, karkoli se vam zdi, da je SUV, obkrožite to. No in verjamem, da tako vi kot tudi mi se bomo še nekaj časa lovili z vsemi temi oznakami, črkami in številkami, ampak bolj zanimivo pa je to, da SUV niso vsem tako zelo všeč. Kot smo že na začetku oddaje povedali, je frankfurtski župan rekel, da rabi več vlakov in avtobusov, pa ni prišel na frankfurtski avtomobilski salon, no tudi takšne plakate smo videli v Frankfurtu, ki pravijo oziroma pozivajo k temu, da naj SUV-jev sploh ne kupujemo. Ampak na tej točki velja narediti premor. Tematika, ki smo jo danes imeli v oddaji, ima vsaj 3 različne poglede. Prvi je okoljski, drugi je potrošniški in tretji je recimo vezan na avtomobilsko industrijo. Ko govorimo o ekologiji, težko rečemo, da so krivci samo športni terenci. Kar zagotovostjo lahko rečemo, da v okoljskem smislu zagotovo drži, je, da v mestih največ onesnaževanja
naredijo stari avtomobili, stari dizelski in stari bencinski. Pa seveda avtomobili nasploh, ko govorimo o pametnih mestih, mestih brez avtomobila. Ko govorimo o potrošništvu, o tem sva veliko govorila, več kot je avtomobilov, dovolj je že, da se peljemo mimo znanih prodajalcev avtomobilov in se bomo spomnili, da pred 10 leti je bilo v salonu mogoče 3 do 5 avtomobilov, danes jih je z lahkoto tudi 15 ali 20. To pove dovolj. Ko govorimo o avtomobilski industriji, pa ne smemo spregledati dejstva, da že 20 let skoraj neprekinjeno beleži same profite. Se pravi, če se za kakšen trenutek ustavi, mogoče tudi ne bo konec sveta. No, in avtomobilska industrija, če bi bila zadovoljena samo s profitom in ne s še večjim profitom, bi verjetno obstala na tistih modelih, ki smo jih bili vajeni. Tako pa je primorana oziroma si želi še več in mi kupujemo več in to očitno poganja naš svet, ampak tisti avtomobili, ki pa jih ne kupimo, pa jih še vedno izdelajo, pa nekje stojijo. So pa okoljsko sploh problematični. Se pravi, je treba kupiti vsakega, ki se ga naredi. To si ti rekel. In s tem zaključimo današnjo oddajo. Ne, šalim se. Ni treba kupiti vsakega. Dobro premislite, dobro pogledajte, kaj kupujete, peljite ga na testno vožnjo, zapeljite se še kam drugam pogledati, da ne boste na koncu, tako kot kažejo statistike, pred nakupom novega avtomobila v avtosalon prišli samo 3-krat. Čeprav, kot vemo iz naše oddaje, pomembno je samo to, kako je avto videti. Se vidimo spet prihodnji teden, vmes pa nas obiščite na Zaviho avtomobilnost na MMC-ju, na YouTubeu, Instagramu in Facebooku. Se vidimo.